Če so nekateri z mislimi že na morju, pa drugim zadošča, da si lahko v teh toplih dneh privoščijo daljši sprehod. Lepo vreme pa žal pomeni tudi več ljudi na sprehajalnih poteh, zato je pomembno, da poznamo nova pravila obnašanja v naravi. Predlagamo, da če že greste s kom na sprehod, hodite v štric, kajti medtem, ko izdihujemo zrak, seveda, če imamo virus prisoten v sebi, hkrati tudi z virusom, se ta usmeri za nami. Ja, če se sprehajamo z drugimi ljudmi, je boljše, da hodimo en ob drugem in ne en za drugim. Sprehajanje v času korone ima torej enaka pravila kot vožnja po avtocesti. Držite se svojega pasu in hitreje, kot se premikate, večja naj bo varnostna razdalja. Da v rekreaciji izvemo kaj več, se zdaj obračam na našega obalnega korespondenta in človeka, ki izgleda, kot da bi lahko izgubil kakšen kilogram ali 6, Marka Žerjala. Marko, ali drži, kar smo povedali, ali je potrebno še kaj dodati? Čau, Jure. Vsekakor drži, da so to odlični nasveti za ravnanje med rekreacijo. Edino, kar bi še dodal, je, da na smer, v katero se od nekoga širijo bacili, ne vpliva samo to, v katero smer se on sam premika, ampak tudi kam trenutno piha veter. Če želite biti popolnoma varni, morate pri teku mimo ljudi upoštevati vektor njihovega gibanja, kot tudi vektor pihanja vetra. Od tu naprej pa preprosto pridobite vsoto obeh vektorjev, jo aplicirate na koordinatni sistem s tekačem v izhodišču in imate jasno ravninsko projekcijo trajektorije njegovih respiratornih izpustov. Tako je nastaven postopek, da bi ga večina študentov fizike rešila brez večjih težav. Hvala, Marko. Hvala, Marko. Če je bila ta teoretična razlaga preveč kompleksna, nam je predsednik Borut Pahor na mnogo lažji način pokazal, česa med sprehodom ne početi. S posnetkov so jasno razvidne kršitev vladnih odlokov, nikjer nobene maske, prav tako med Pahorjem, Toninom in Hojsem ni bilo ustrezne razdalje. Najlepša hvala predsedniku Pahorju in obema ministroma za njihov prikaz. Slabš tega ne bi mogli narediti, pa če bi se potrudili. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.